ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Začetki je Bog stvaril nebo in zemljo. In zemlja je bila pusta ter prazna. In je bilo temno na globokosti. In Duh Božji se je razprostrl čez vode. In Bog je rekel, bodi luč. In je bila luč. In Bog je videl luč, da je bila dobra. Tedaj je Bog razločil luč od teme. In je luč imenoval dan in temo noč. In je iz večera in jutra bil prvi dan. In Bog je rekel, bodi ena trdnost med vodami. In ta ista bodi razločik med vodami. In Bog je storil to trdnost in je razločil vode pod trdnostjo od vod nad trdnostjo. In je tako bilo. In Bog je imenoval to trdnost nebu. In je iz večera in jutra bil drugi dan. In Bog je rekel, zberite se vode pod nebom na svoja mesta, da se bo suho videlo. In je tako bilo. In Bog je imenoval to suho zemljo. In je zbranje teh vod imenoval morje. In Bog je videl, da je bilo dobro. In Bog je rekel, rodi zemlja travo in ozele, katero se zaseva. In rodovita drevesa, da slednje sad nese po svoji žlahti. In da ima v sebi svoje lastno seme na zemlji. In je tako bilo. In zemlja je rodila travo in ozele, katero se je vsako po svoji žlahti zasevalo. In drevesa, katera so sad nesla. In katera so svoje lastno seme v sebi imela. Slednje po svoji žlahti. In Bog je videl, da je bilo dobro. In je iz večera in jutra bil tretji dan. In Bog je rekel, bodite luči na trdnosti tega neba, da ločijo dan in noč in da dajo znamenja, čase, dni in leta. In bodite luči na trdnosti tega neba, da svetijo na zemlji. In je tako bilo. In Bog je storil te dve velike luči. Eno večjo luč, da čez dan gospoduje, in eno manjšo luč, da čez noč gospoduje, in zvezde. In Bog je nje postavil na trdnost tega neba, da bi sijale na zemljo, in da bi čez dan in čez noč gospodovale, in luč od teme ločile. In Bog je videl, in je bilo dobro. In je iz večera in jutra bil četrti dan. In Bog je rekel, gani se voda z gibljajočimi in živimi zverinami, da nad zemljo pod trdnostjo tega neba letajo. In je tako bilo. In Bog je stvaril velike balene. In vse žlaht zverine, žive in vse gibljajoče, s katerimi se je voda ganila. In vse žlaht ptice, vsake po svoji žlahti. In Bog je videl, da je bilo dobro. In Bog je nje žegnal in je rekel, bodite rodovite in gmerajte se in napolnite vode v morji in ptice, gmerajte se na zemlji. In je iz večera in jutra bil peti dan. In Bog je rekel, prinesi zemlja naprej žive zverine
vsake po svoji žlahti, živino, črve in zverine na zemlji po svoji žlahti. In je tako bilo. Tako je Bog storil zverine na zemlji po svoji žlahti in živino po svoji žlahti in vsatere črve na zemlji po svoji žlahti. In Bog je rekel, storimo človeka. In bild, kateri bo nam podoben, da gospoduje čez ribe v morju in čez ptice pod nebom, in čez živino, in čez vso zemljo, in čez vse črve, kateri na zemlji lazijo. In Bog je stvaril človeka k svojemu bildu. K Božjemu bildu je on njega stvaril. Moža in ženo je on nje stvaril. In Bog je nje žegnal in je k njim rekel, bodite porodni in umnožite se in napolnite zemljo in jo sebi podvrzite. In gospodujte čez ribe v morju in čez ptice pod nebom in čez vso zverino, katera na zemlji lazi. In Bog je rekel, pole, jaz vam dam vse žlaht zele, katero se zaseva na vsej zemlji, in vsa rodovita drevesa, in drevesa, katera se zasevajo k vaši jedi. Vsej zverini pak na zemlji, in vsem pticam pod nebom, in vsem črvom, kateri živejo na zemlji, bo vse zeleno zele k jedi. In je tako bilo. In Bog je videl vse, kar je on bil storil. In pole, ono je bilo celo dobro. In je iz večera in jutra bil 6. dan. Tako je bilo celo doprineseno nebo in zemlja in vsa njih vojska. In tako je Bog 7. dan doprinesel vsa svoja dela, katera je storil. In je počival na 7. dan od vseh svojih del, katera je on stvaril. In Bog je 7. dan žegnal in ga je posvetil. Zato, ker je on na ta isti počival od vseh svojih del, katera je Bog stvaril in storil.
Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem tebe izpeljal iz egiptovske dežele, iz te služabne hiše. Ti nemaš drugih bogov raven mene imeti. Ti si nemaš delati obenega pilda in obene podobe. Ni tega, kar je zgoraj v nebi, ni kar je zdolej na zemlji, ni kar je v vodah pod zemljo. Ne moli in v njim ne služi. Zakaj jaz, Gospod tvoj Bog, sem en ajfrarski Bog, kateri obiskavam teh očetov krivo djanje na otroci do 3. in 4. roda, kateri mene sovražijo. In ustorim milost na veliko tavžent teh, kateri mene ljubijo in v moje zapovedi držijo. Ti nemaš tega imena Gospoda tvojega Boga nepridno imenovati. Zakaj? Gospod ne bo tega preštrajfinge pustil, kateri bode njegovo ime nepridno imenoval. Spomni na sobotni dan, da ga posvečuješ. 6 dni imaš delati in vse tvoje delo storiti. Ali na 7. dan je sobota Gospoda tvojega Boga. Na ta isti dan nemaš obenega dela storiti. Ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja hči, ni tvoj hlapec, ni tvoja dekla, ni tvoja živina, ni tvoj tuji, kateri je v tvojih vratih. Zakaj? V 6 dneh je Gospod nebo in zemljo stvoril, in v morje, in vse, kar je v njih. In je na 7. dan počival. Ti imaš poštovati tvojega očeta in tvojo mater, da boš dolgo živel na zemlji, katero bo Gospod tvoj Bog tebi dal. Ti nemaš ubijati. Ti nemaš prešuštvati. Ti nemaš krasti. Ti nemaš krivega pričovanja za bližnjega govoriti. Ti nemaš želeti tvojega bližnjega hiše. Ti nemaš želeti tvojega bližnjega žene, ni njegovega hlapca, ni njegove dekle, ni njegovega vola, ni njegovega osla, ni vsega tega, kar tvoj bližnji ima.
In Jezus je okoli hodil po vsej galilejski deželi. Je v učilnih šolah in je predigoval ta evangelij od kraljestva. In je ozdravljal vse žlaht bolezni in beteže med folkom. In od njega je glašal po vsej sirarski deželi. In k njemu so prinašali vse žlaht bolnike z mnogiterimi bolezenmi in beteži obdane. Te, kjer so bili s hudičem obsedeni, mesečne in od božjega žvaka udarjene. In on je tiste vse ozdravil. In za njim je veliko folka hodilo. Iz Galileje, iz 10 mest, od Jeruzalema, iz vse judovske dežele in od une strane Jordana. Kadar je on pak ta folk videl, je gori šel na eno goro in doli sedel. In njegovi jogri so k njemu stopili. In on je svoja usta odprl, je njeg učil in odjavil. Izveličani so ti, kateri so duhovno ubozi. Zakaj? Nebeško kraljestvo je njih. Izveličani so ti, kateri žalujejo. Zakaj? Oni bodo potroštani. Izveličani so ti krotki. Zakaj? Oni bodo zemljo posedli. Izveličani so ti, kateri so lačni in užejni po pravici. Zakaj? Oni bodo nasičeni. Izveličani so ti milostivi. Zakaj? Njim se bo milost izkazala. Izveličani so ti, kateri so čistega srca. Zakaj? Oni bodo Boga gledali. Izveličani so ti, kjer mir delajo. Zakaj? Oni bodo Božji otroci imenovani. Izveličani so ti, kateri za pravice volo pregajnanje trpe. Zakaj? Nebeško kraljestvo je njih. Izveličani ste vi, kadar vas ljudje za mojo volo pregajnajo in užmagajo in govore vse hudo zoper vas. Lažnivo. Bodite veseli in od vesela gor iskajte. Zakaj? Vaš lon bo velik v nebesih. Zakaj? Tako so preganjali te preroke, kateri so pred vami bili. Vi ste sol te zemlje. Ako tedaj sol svojo slanost gubi, čim se bo solil, ona ne k ničemar več vredna. Sam buč, da se vunkaj vrže in ljudi potepta. Vi ste luč tega sveta. Tu mestu, kjer leži na eni gori, ne more se skriti. Luč se tudi ne postavi na en polovnik, temveč na svečpnik, tako na vsem sveti, kateri so v hiši. Tako pustite vašo luč svetiti pred ljudmi, da vaša dobra dela vidijo in v vašega očeta v nebesih časti. Vi nemate meniti, da sem jaz prišel postavo ali preroke razvezati. Jaz nisem prišel razvezati, temveč dopolniti. Zakaj? Jaz vam resnično povem. Dokler ne bo in zemlja, ne mine, ne bo minil ta najmanjši puščap ali črka od postave, dokler se vse zgodi. Kateri že tedaj le eno od teh najmanjših zapovedi razveže in v tako v oči ljudi, ta bo najmanjši imenovan v nebeškem kraljestvu. Kateri jo pak stori in v oči, ta bo veliki imenovan v nebeškem kraljestvu. Zakaj jaz vam povem? Ako vaša pravica ne bo obilnejša, kakor je pisarjev in v farizejarjev, tako vi ne pridete v nebeško kraljestvo.
Vi ste slišali, da jih starejšem rečenu, ti nemaš ubijati. Kateri pa ubije, ta je sodbe dolžan. Jaz pa k vam povem, kateri se svojemu bratu srdi, ta je sodbe dolžan. Kateri pak svojemu bratu reče raha, ta je sveta dolžan. Kateri pak reče norec, ta je paklenskega ognja dolžan. Zato, kadar ti tvoj dar na altaru ofraš in v tebi ondi na misel pride, da je tvoj brat ima kaj zupr tebe, tako pusti ondi pred altarjem tvoj dar in pojdi poprej tjakaj in uspravi se s tvojim bratom in tedaj pridi in ofraj tvoj dar. Bodi dobre volje s tvojim zuparnikom, hitro, dokler si še pri njemu ne poti, da tebe ta zuparnik enkrat rihtarju ne izda in v tebe rihtar ne izda hlapcu in boš v ječo vržen. Jaz tebi resnično povem, ti ne prideš od tot vunkaj, dokler poslednje škufice ne plačaš. Vi ste slišali, da jih starejšem rečelu, ti nemaš prešuštvati. Jaz pa k vam povem, kateri eno ženo pogleda, da te iste želi, ta je že željo prešuštval v svojim srce. Ako tebe to je desno oko moti, tako je vunkaj izdeli in je brzi od sebe. Zakaj tebi je boljši, da en tvoj vod konec vzame in ne bo tvoje celo telo poko vrženo. In ako tebe tvoja roka moti, tako jo odsekaj in jo vrzi od sebe. Boljši je tebi, da en tvoj vod konec vzame in ne bo tvoje celo telo poko vrženo. Ono je tudi rečeno, kdor se od svoje žene loči, ta ima njej en ločitni list dati. Jaz pa k vam povem, kateri se od svoje žene loči, kakor le samoč za prešuštva volo, ta storide ona prešuštuje. In v kateri ene odločeno poroči, ta prešuštuje. Vi ste slišali, da je starejšem rečeno, ti nemaš krivo priseči. In imaš Bogu tvojo prisego držati. Jaz pa k vam povem, da vi celo nemate prisegati. Ni pri nebi. Zakaj? On je Božji stol. Ni pri zemlji. Zakaj? Ona je njegovih nog podnožje. Ni pri Jeruzalemi. Zakaj? Ona je njega velikega kraja na mestu. Ti nemaš tudi pri tvoji glavi prisegati. Zakaj? Ti ne moreš le en las bejl ali črn storiti. Kar pa govorite, tu bodi ja, ja, ne, ne. Kar je pak čez, tu je od hudega. Vi ste slišali, da je rečeno oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam povem, da se nemate hudimo zoprstaviti. Ako kdo tebe udari na tvoje desno lice, ti mu še to drugo obrni. In ako se hoče tu s tabo pravdati in v tvojo sukno vzeti, ti mu tudi plašč pusti. In ako tebe kdo prmorava, eno milo, tako pojdiš njim dve. Daj ti mu, kateri tebe prosi, in se ne obrni od tega, kateri hoče od tebe na posodo imeti. Vi ste slišali rečeno, ti imaš tvojega bližnjega ljubiti in tvojega sovražnika sovražiti. Jaz pa k vam povem, ljubite vaše sovražnike
Žegnajte te, kateri vas kovnijo. Storite tem dobro, kateri vas sovražijo. Prosite za te, kateri vas režalijo in preganjajo. Da boste otroci vašega očeta v nebesih. Zakaj? On pusti svoje sonce gori izhajati, čez hude in v dobre. In dopusti dežiti, čez pravične in v nepravične. Zakaj? Kadar vi te ljubite, kateri vas ljubijo, kako lon boste vi imeli? Ne delajli tega tudi colnarji? In kadar se vi proti vašim bratom prijaznivo držite, kaj vi več storite? Ne delajli tega tudi colnarji? Zato imate vi popolnoma biti, ravno kakor je vaš Oče nebeški popolnoma. Gledajte, da vašega almožna ne dajete pred ljudmi, njim k videzu. Sicer ne boste lona imeli pri vašem očetu v nebesih. Kadar te daj almožen daješ, tako nemaš pustiti pred sabo piskati, kakor hinavci delajo v šulah in v pogasah, da bodo od ljudi pohvaljeni. Resnično jaz vam povem, oni imajo svoj lom tje. Kadar pa ti almožen daješ, tako ne pusti tvojo levo roko vedeti, kaj tvoja resnica dela. Da bo tvoj almožen na skrivni. In v tvoj oča, kateri to skrivno gleda, ta bo tebi očito povrnil. In kadar moliš, tako ne bodi kakor hinavci, kateri radi stoje v šulah, na bogleh, pogasah, da jih ljudje vidijo. Resnično jaz vam povem, oni imajo svoj lon. Kadar pa ti moliš, tako pojdi v tvojo kamrico in zapri dovri in molih tvojemu očetu na skromni. In v tvoj oča, kateri v skrivno vidi, bo tebi očito povrnil. In kadar vi molite, tako nemate veliko bobotati, kakor ajdje. Zakaj oni menijo, da bodo uslišani, kadar veliko besed delajo? Zato nemate vi biti kakor oni. Vaš nebeški oče veji, kaj vi potrebujete. Preden vi njega prosite. Zato imate vi tako moliti. Naš oče, kjer si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, izidi se tvoja volja, na zemlji kakor v nebesih. Naš vsakdajni kruh daj nam danes in odpusti nam naše dolge, kakor mi našim dolžnikom odpuščamo. In v nas ne vpeljaj v izkušnjo, temveč nas reši od zlega. Zakaj tvoje kraljestvo, moč in čast vekoma. Amen. Zakaj? Ako vi človekom njih pregrešenje odpustite, tako bo vam vaš Oče nebeški tudi odpustil. Ako vi pak človekom njih pregrešenje ne odpustite, tako vam vaš Oče tudi ne bo vašega pregrešenja odpustil. Kadar se postite, tako ne gledate milo, kakor hinavci. Zakaj oni svoje obraze tam ne delajo, da jih ljudje vidijo, da se postijo? Resnično jaz vam povem, oni imajo svoj lon. Kadar se pa ti postiš, tako žalvaj tvojo glavo in umij tvoj obraz, da se ne bo ljudem videlo, da se postiš, temveč tvojemu očetu, kateri je na skrivni. In v tvoj oče, kateri to skrivno gleda, bo tebi očito povrnil. Vi si nemate šacev kup zbirati na zemlji, ker je moli
inu jasnej, inu ker tatije k njim kopajo, inu je ukradejo. Temveč zbirajte si šace v nebesi, ker jih ni moli, ni jasnej, inu ker tatije ne mogo k njim kopati in ukrasti. Zakaj? Kjer je vaš šac? Ondi je vaše srce. Oku je telesa luč. Kadar je tvoje oku preprosto, tako bo celo tvoje telo v svetlu. Kadar je pak tvoje oku hudobno, tako bo celo tvoje telo temno. Kadar je pak ta luč, kjer je v tebi, tema, kako velika bo ta ista tema. Nihče ne more dvema gospodoma služiti. Zakaj? Ali bo on enega sovražil in od tega drugega ljubil, ali se bo enega držal in od tega drugega verachtal. Vi ne morete Bogu služiti in v mamonu. Zato jaz vam povem, ne skrbite za vaš život, kaj boste jedli in opili. Tudi nikar za vaše telo, kaj boste oblačili. Ne li život več kakor špendija, telu več kakor oblačilo. Pogledajte ptice pod nebom. One ne sejejo, one ne žajnejo, one ne spravljajo v skrbnje. In vaš oče nebeški je vinar živi. Ne ste li vi veliko več kakor one? Kdo je med vami, kateri bi svoje dolgusti mogel en komuc dostaviti, da bi vi za to skrbel? In zakaj vi skrbite za oblačilo? Pogledajte lilije na polju, kako one rastejo. One ne delajo in one predo. Jaz vam povem, da tudi Salomon v vsej svoj časti ne bil tako guantan, kakor teh istih ena. Kadar te daj Bog travo na poli tako guanta, katera vsaj danes stoji in bo jutri v peč vržena, ne bude li on vam veliko več to storil? Vi baloverni, zato nemate skrbeti in reči, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, s čim se bomo oblačili. Poletem vsem, ajde vprašajo, vaš oče ve, kaj vi potrebujete. Iščite najpoprej Božje kraljestvo in v njegovo pravico. Tako vam bo tu vse privrženo. Zato ne skrbite za to drugo jutro. Zakaj jutrišnji dan bo za to svojo skrbel. Ono je zadosti, da vsaki dan svoje lastno zlo ima. Ne sodite, da ne boste obsojeni. S kakovo sodbo vi sodite, s takovo boste vi sojeni. In s kakovo mero vi merite, s takovo se bo vam merilo. Kaj pa gledaš trohov tvojega brata okej in ne počutiš bruna v tvojim očesi? Ali kako smeš tvojemu bratu reči, drži, jaz hočem tebi troho iz tvojega oka vunkaj vzeti. In pole eno bruno je v tvojem okej, tihinavec. Izmej poprej bruno iz tvojega oka vunkaj. In potle pogledaj, kako troho iz tvojega brata oka vunkaj vzameš. Vi nemate tega, kar je v svetu, psom dajati. In nemate vaše perline pred svinje metati, da one tiste svojimi nogami ne razteptajo in da se ne povrno in v vas ne raztrgajo. Prosite, tako vam bo dano. Iščite, tako boste našli. Kljukajte, tako se vam bo odprlo. Zakaj? Kateri prosi, ta prejme.
in v kateri išče, ta najde. In v kateri kljuka, temu se odpre. Kateri je med vami človek, kjer bi svojemu sinu en kamen podal, kadar ga za kruh prosi, ali kadar ga prosi za eno ribo, da bi mu eno kačo podal. Kadar te daj vi, kjer ste vsaj hudi, vinar znate vašim otrokom dobre darove dajati, koliko več bo vaš oče v nebesih to dobro dal tem, kateri njega prosijo. Vse te daj, kar hočete, da bi vam ljudje storili. To vi njim storite. Tu je postava in v preroki. Pojdite noter skozi goska vrata. Zakaj ta vrata so široka? In ta pot je širok, katerih pogubljeni upela. In v njih je veliko, kateri po njim hodijo. In ta vrata so voska. In ta pot je vozek, kateri hlebno pela. In v teh je malo, kateri ga nadejo. Varite se pred falš preroki, kateri volčji in gvanti k vam pridejo. Znotraj pak so razdiravi volkovi. Na njih saduje imate poznati. More li se grozdje brati na trni, ali fige iz osata. Tako vsako dobro drevo prinese dober sad, eno gnilo drevo pa prinese hud sad. Eno dobro drevo ne more hudega sadu prinesti. In eno gnilo drevo ne more dobrega sadu prinesti. Vsako drevo, katero dobrega sadu ne prinese, tu bo posekano in v ogenj vrženo. Zato imate vi nje na njih sadu poznati. Nikar slednji v nebeško kraljestvo ne pride, kateri k meni pravi, Gospod, Gospod. Temveč, kateri stori voljo mojega očeta v nebesi. Njih dosti poreče k meni na oni dan, Gospod, Gospod, ne smo li v tvojem imenu prerokovali, ne smo li v tvojem imenu hudiče izganjali, ne smo li v tvojem imenu veliko silnih reči storili. Teda bom jaz njim spoznal. Jaz vas še nisem nikoli znal. Poberite se proč od mene, vsi, kjer hudo delate. Zato, kateri da te moje besede sliši in v je stori, ti ga jaz prigliham enemu modremu možu, kateri je svojo hišo na eno skalo zidal. Kadar je že ena ploha dežja padla, in ena povodna prišla, in so vetre pihali, in na to isto hišo padli. In ona ne padla. Zakaj ona je bila gruntana na skalo? In kateri le te moje besede sliši in je ne stori, ta je ravno kakor en nepameten mož, kateri je svojo hišo na pesek zidal. Kadar je že ena ploha dežja padla, in ena povodna prišla, in so vetri pihali, in na to hišo padli. In ona je padla. In je padec je velik bil. In pregodilo se je, kadar je Jezus le te besede bil dokonjal, je ta folk en strah šel čez njegov vuk. Zakaj? On je učil, kako kjer oblast ima, in nikar kakor pisarni.
caizona. Ca eticat hyperbolen hodon hymin deicnumi. Iantais glossais ton anthropon lalo, ca ton angelon. Agapen de me echo, gegona calcosechon e cymbalon alla lazzo. Ca ian echo profeteia, ca eido ta misteria panta, ca pasante gnosi, ca ian echo pasante pistin, hoste ore metistanai, agapen de me echo, udenimi. Cam somiso panta ta hypercontando, ca ian parado tosomamu, hina cau hesomai, agapen de me echo, udeno felumai. He agape macrotumei, Christevetai he agape, u celoi he agape, u perperevetai, u fisiutai, u ashemonei, u ceteita he autis, u paroxynetai, u logicetai tokakon, u haire epite alikia, sin haire de aletea, panta stege, panta pisteue, panta epice, panta hypomene. He agape u depote pipte, eite de profeteia, catargetesontai, eite glossai, pausontai, eite gnosis, catargetesetai. Ecmerus gar gnoscomen, ca ecmerus profeteomen. Hotan de elte to teleo, to ecmerus catargetesetai. Hote emen nepios, elalun hos nepios, Efronun hos nepios, elogizomen hos nepios. Hote gegona aner, caterge catatunepio. Blepo mengar arti diesoptro, in enigma. Tote de prosopon pros prosopon. Arti ginosco ecmerus. Tote de pignosomai, catos cae epignosten. Nunide menei, pistis, elpis agape, ta tria tauta, me icon de tuton, he agape. Emulamini autem charismata meliora. Et ad hoc excellentionem viam vobis demonstro. Si linguis hominum loquar, et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum est sonans, et cymbalum diniens. Et si habuero prophetia, et novarem mysteria omnia, et omnem scientia, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam. Caritatem autem non habuero, nihil sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est, caritas non emulatur, non agit perpera, non inflatur, non est ambitiosa, non querit que sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritate. Omnia suffert, omnia crede, omnia spera, omnia sustine. Caritas nunquam excidit, sive profetiae evacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruitur, ex parte enim cognoscimus, et ex parte profetamus, cum autem vederit, quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est.
esem parvulus, loquebar ut parvulus, sapievam ut parvulus, cogitavam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavi que erant parvuli. Videmus nunc per speculum, in enigmate. Tunc autem facie ad facie. Nunc cognosco ex parte. Tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. Nunc autem manem fides, spes, caritas, tria he. Maior autem horum est caritas. Strebt nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg. Einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
ko bi govoril človeške in angelske jezike. Ljubezni pa bi ne imel semrneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva, in ko bi poznal vse skrivnosti, in imel vse spoznanje, in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva. Ljubezen ni neboščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sodil kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem odložil to, kar je otroškega. Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju. Takrat pa iz obličja v obličje. Sedaj spoznavam deloma. Takrat pa bom spoznal, kakor me Bog pozna. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.
svitla, kokrat ta kristal. Kredočo od tega stola Božjega in od tega jagneta. Na sredinih ulicah in na obeh strani te reke je bilo to drevo tega lebna, katero prinaša 12 sadov in daje vsak mesec svoj sad. In od to listja tega drevesa je dobro k temu zdravju tem ajdo. In ne bude obene prekletve več. Temveč ta stol Božji in od tega jagneta bude v njim. In njega hlapci bodo njemu služili in videli njega obličje. In njega ime bude na njih čelej. In tukaj ne bo noč. In ne bude potrebovalo obenega svečnika ali te luči tega sonca. Zakaj? Ta Gospod Bog bo ne razsvetil in bodo kraljovali od vekoma do vekoma. In on je meni rekel, da te besede so gojične in resnične. In ta Gospod Bog teh svetih prerokov je poslal svojega angela pokazati tim svojim hlapcem te reči, katere se imajo skoraj zgoditi. In pole jaz skoraj pridem. Izveličan je ta, kjer ohrani te besede, tega prerokovane v letih bukvih. In jaz, Janž, sem ta, kjer sem slišal in videl. Sem doli padel pred te noge tega angela, kjer je meni le te reči izkazal, te bi ga molil. Ampak meni reče, gledaj, tega ti ne stori. Zakaj? Jaz sem s taboret en hlapec in v tvojih bratov in v tih, kjer ohranijo te besede letih bukvih. Moli Boga. Potle pravi k meni, ne zapečati le te besede tega prerokovanja v letih bukvah. Zakaj? Ta čas je blizu. Kateri škodi dela. In v kateri je smrdeč, ta še smrdi. In v kateri je brumen, ta še bodi brumen. In v kateri je svet, ta bodi še svet. In v pole jaz skoraj pridem. In v moj lon je z mano. Da bom dal vsakemu, kakor bodo ta njega dela. Jaz sem ta A in ta O. Ta začetek in ta konec. Ta prvi in ta poslednji. Izveličani so ti, kjer ohranijo te njega zapovedi. Da njih oblast bude na tem drevesu tega lebna. In da pojdo noter skozi ta vrata tega mesta. Ampak iz una bodo ti psi in ti zuprniki in ti kurvarji in ti ubojniki in ti malikovci in vsi ti, kjer ljubijo in delajo te laže. Jaz, Jezus, sem poslal mojega angela vam le te reči pričovati v tih cerkvah. Jaz sem ta koren in žlahta tega Davida, ta svetla zvezda in danica. In ta duh in ta nevesta pravijo, pridi. In v kateri sliši, ta reci pridi. In v kateri je željen, ta pridi. In v kateri hoče, ta vzami od te vode tega lebna za pston. Jaz pričam vsakemu, kjer slišijo le te besede, tega prerokovanja v letih bukvah. Ako kdo prloži k letim rečem, tako Bog bude prlužil čez njega le te štrajfinge, kjer so zapisane v letih bukvah.
ino ako du proč vzame od tih bukvih, tega prerokovane. Tako Bog bude proč vzel, nega deli z tih bukvi tega legna, ino iz tega svetiga mesta, ino od tega, kar je pisano v tih bukvah. Tak je pričuje te reči pravi, ja, jaz pridem skoraj. Amen. Ja, pridi ti, Gospod Jezus. Ta gnada našega Gospoda Jezusa Kristusa bodi z vami za vsemi. Amen. Maranatha! Eharis, tu Kyriou Jesu metapanton. Amen.